Pri projektu gre za izjemno uspešno sodelovanje med Društvom invalidov Ljubljana Šiška in Kudom Jarem oziroma njihovo sekcijo za oživljanje starih šeh in navad. Rezultat tega sodelovanja je že 14-letna akcija izdelovanja pletenih copatk za novorojenčke. Po njihovi oceni so v vseh teh letih spletli več kot 8000 copatk, ki so razveselili mlade mamice. Mamice so izjemno vesele, zadovoljne, to se z besedami ne da opisati. To je nekaj najlepšega, kar lahko dobijo, ker tisto, kar mi damo za njihove najmlajše, to se z besedami ne da opisati. No. Res je, da te copatke že zelo pričakujemo, no, tako da v ponedeljkih začnemo deliti in z veseljem jih delimo, se pravi cel december, pa potem se pravi bomo še marca delili. Predvsem to veselje, ki ga prinesejo mladi mamicam, je tisto, ki skupino pletilk vodi k vztrajanju pri tem projektu. Velikokrat se naredi, da kakšna mamica se zahvali, čestita, dobimo čestitko za nov let, za dan žena, za materinski dan. Z izvajanjem projekta je navdušeno tudi vodstvo Mestne občine Ljubljana, ki ga je na prireditvi o predaji copatk zastopal podžupan Dejan Crnek. To so eni najlepših projektov, ki jih lahko tudi kot podžupani, katerikoli člani občine spremljamo, smo prisotni, kajti to je tista toplina, ki daje tudi vero, da lahko svet čez zmer nekako normalno teče, kljub temu, kar se bo na svetu dogaja. Podžupan je v imenu Mestne občine in ljubljanskega župana obenem porodnišnici Ljubljana obljubil še dodatno finančno darilo, kot dokaz, da mesto ceni delo in trud porodnišnice. Moram reči, da Mestna občina Ljubljana in tudi naš župan ima, čeprav se mogoče včasih tako ne zdi, ampak eno veliko srce tudi do socialnih in takih področji. In ko smo se pogovarjala, ker sem mu povedal, da moram zapustiti en dogodek, zato ker grem na protokolarni dogodek predaje teh copatk, 600 copatk, ki je rekel, če pa za porodnišnico Ljubljana, potem pa kar povej, da se bomo potrudili in da dobijo dodatno božično novoletno darilo v višini 10 000 evrov. Vsi prisotni so si bili edini, da je akcija pletenja copatk izjemno plemenita in da pletilke opravljajo izjemno delo, saj izdelave enega para copatk terja kar precej ur dela. Takrat, ko pleteš, pač sediš in pleteš. In tista, ki je zelo pridna, jih naredi v 3 urah en par. Tiste, ki imajo pa malo manj, niso toliko zverzirane, pa rabijo tudi 5 ur. Na njihovo delo so izjemno ponosni v Društvu invalidov Ljubljana, ki tudi poskrbi za nakup osnovnih sredstev za pletenje ter nudi vso pomoč pletiljem. Zelo sem vesel, da so punce tako motivirane, očitno nekaj dobro delamo. Seveda si bi pa želeli zadevo nadgraditi. Kot veste, je idejna vodja tega projekta bila gospa Irena Cigalek, ki je žal že pokojna, in tudi dogovorili smo se, da bo v prihodnje ime nosilo, projekt nosil po njej in drugo leto pričakujemo malo večji dogodek, kot je bil tokrat. Tudi sicer je društvo, ki je letos praznovalo 55. obletnico obstoja, izredno aktivno in dobro skrbi za svoje člane. Društvo je vpeto v organiziranje izletov, rehabilitacij, pravne pomoči, se pravi delavnice izvajamo, potem nudimo pravno pomoč, športno se udejstvujemo. Skratka, široka podpora. Tudi čutimo, da so člani postali bolj aktivni in seveda mi kot vodstvo smo tudi toliko bolj motivirani. Glede na to, da so aktivne članice že pričele s pletenjem novih copatk, se ni za bati, da ne bi prihodnje leto že 15 sodelovali na podobnem lepem dogodku, kot je bil s kulturnimi nastopi prežet letošnji.